Komisija vrednoti vsa predložena dokazila v osebni zbirni mapi s 3 kriteriji: verodostojnost, veljavnost in ustreznost. Pomembno je, da kriterije uporablja na dogovorjeni način, zato si pri tem pomagajte z opisniki navedenimi pod vsakim kriterijem. V prvi stolpec najprej vpišite vsa dokazila priložena v osebni zbirni mapi. Nadaljujte z vrednotenjem posameznega dokazila skladno s kriteriji. Komisija je v našem primeru pri vrednotenju dokazila 3 sadjarski tečaj sprejela naslednje odločitve. Dokazilo je verodostojno, saj so na dokazilu navedeni zahtevani elementi, ki ustrezajo opisniku kriterija verodostojnosti, to je najmanj 2 identifikacijska podatka o kandidatki, in sicer ime in priimek ter naslov bivanja. Prav tako so navedeni podatki o izdajatelju. To so uradna glava dopisa, ime in priimek odgovorne osebe ter žig in podpis. Komisija je prav tako odločila, da je dokazilo veljavno. Tudi pri tem si je pomagala z opisnikom kriterija za veljavnost. Komisija se je prepričala, da je dokazilo mlajše od 5 let in je še aktualno. Komisija se je odločila, da je predloženo dokazilo tudi ustrezno. Namreč, ko je preverjala vsebino dokazila, se je prepričala, da se le-ta nanaša na ključna dela opredeljena s poklicnim standardom. Ker je komisija presodila, da obravnavano dokazilo ustreza vsem 3 kriterijem, bo to dokazilo upoštevala pri nadaljnji obravnavi osebne zbirne mape kandidata. Pri vrednotenju dokazila 5 komisija ni našla vseh zahtevanih elementov, da bi lahko potrdila, da dokazilo ustreza kriteriju verodostojnosti. Na dokazilu namreč ni drugega podatka o kandidatki kot le njen lastnoročni podpis. Pri tem kriteriju je komisija označila ne. Kadar komisija ne more potrditi vseh 3 kriterijev ZDA, sledi izločitev dokazila. Izločitev dokazila pomeni, da ga komisija ne upošteva več pri nadaljnji obravnavi osebne zbirne mape. Prikazali smo vrednotenje enega ustreznega dokazila in enega neustreznega dokazila. Po enakem principu komisija vrednoti vsa predložena dokazila v osebni zbirni mapi. V nadaljevanju komisija upošteva samo tista dokazila, ki v tej fazi niso bila izločena.